Pozdravljeni. V tokratnih vaših vprašanjih ter pobudah se bomo lotili izjemno delikatne teme. Govorili bomo o Red Bullu ter njihovi politični akciji, da bi zamrznili razvoj pogonskih sklopov že v sezoni 2022. Današnjo tematiko sem že obdelal v marsikaterem drugem prispevku, a tokrat sem dobil direktna vprašanja, katera postavijo določena sklepanja v čisto drugačno luč. In seveda, kot sem povedal, gre za moja osebna sklepanja, katera temeljijo na tistih vsem nam dostopnih podatkih. To še ne pomeni, da moji zaključki so tisti pravi in ukolikor pridemo do kakih novih, boljših podatkov, se lahko vse obrne na glavo. A že prvo vprašanje je izjemno zanimivo. Zakaj se Red Bull trudi zamrzniti razvoj pogonskih sklopov že v sezoni 2022? Namreč znano je dejstvo, da so se vsi proizvajalci strinjali, da leta 2023 bo ta zamrznitev stopila v veljavo. Mnogi viri trdijo, da s tem, ko bi zamrznili razvoj, bi lahko pri Red Bullu uporabili tisto tehnologijo, tiste pogonske sklope, ki jih bo razvila Honda v sezoni 2021 do konca in nato izstopila. Torej, Red Bull bi prevzel tisto mesto, ki ga ima Honda z njihovo tehnologijo in njihovim znanjem. Tako bi po svojem pocenili ta prehod. Ampak po svoje ta izjava ni logična. Namreč vsaka zamrznitev, hočeš nočeš, ohranja tisto stanje, kateremu smo priča. In lahko bi rekli, da pri Red Bullu se trudijo ohraniti svoje mesto na tistem razporedu moči. Če smo pravzaprav iskreni, v turbohibridni dobi smo zmeraj dobili ekipo Red Bulla ali na drugem ali tretjem mestu med konstruktorji. Kolikor bi prišlo do kakih velikih rošad, bi lahko tisto mesto izgubili. In tudi na to moramo misliti, ko poslušamo razne izjave Chrisa Hornerja in Helmuta Marka. Mogoče ne gre toliko za razvoj pogonskega sklopa, kot za ohranjanje tistega statusa, ki so ga imeli do sedaj. A seveda, kot sem povedal, gre za moje sklepanje, kajti že naslednje vprašanje je zelo zanimivo. V mnogih virih smo lahko brali, kako nov pogonski sklop Honde, tisti zadnji, bo nekaj fantastičnega. Torej, če so pri Hondi sposobni razviti pogonski sklop, kateri jim bo lahko celo prinesel naslov svetovnega prvaka, zakaj gredo ven iz Formule 1? Prvič, iz strani Honde smo slišali že kar nekaj takšnih izjav, še posebej tam na začetku v sezoni 2015, 2016 in naprej. Torej, nikjer nimamo zagotovila, da je tisto res. Po drugi strani, nekateri viri opozarjajo, da tam okrog velike nagrade Italije v sezoni 2020 so pri Hondi odkrili, da ne bodo bili sposobni uloviti Mercedesa brez ogromnih vložkov. In zato so se v koncernu odločili, da iz Formule 1 izstopijo. Seveda, težko je pričakovati, da od ene do druge sezone bo določen pogonski sklop pa ne glede na znamko dobesedno eksplodiral, pridobil fantastično število konjskih moči. Kdor govori o 50 ali kaj podobnega, ne vem, če je pravzaprav razumel, zakaj gre v sodobni Formuli 1. Kolikor govorimo o nekem izboljšanju tam okrog 15, morda 20 konjskih moči, glede na tisto, kar lahko da motor z notranjim izgorevanjem, mislim, da so zadeve realne, kajti zavedati se moramo, da tisti prisilno polnjeni motor z notranjim izgorevanjem že sedaj da tam okrog 850 konjskih moči, torej ne vem, ki bi jih še dobili 50. Vsaj taka je tista tehnologija, ki jo imamo na razpolago.
Sedaj seveda se poraja tisto upravičeno vprašanje, zakaj beremo v raznih virih, kako bo pogonski sklop Honde za sezono 2021 superioren, nekaj fantastičnega. V mnogih virih smo celo lahko brali, da bo popolnoma nov pogonski sklop. Moramo se vprašati, kaj dela pa konkurenca. A oni ne predstavijo novega pogonskega sklopa vsako sezono? Torej, nič čudnega, če bo Honda v svoji zadnji sezoni predstavila nov pogonski sklop, tako kot večina v njihovi konkurenci. A to sploh ni nič novega. Gre samo za propagando, kjer se nekako skuša iztisniti vso pozornost iz dejstev, katere, če jih pogledamo pod drugačnim zornim kotom, sploh niso tako navdušujoča. A pojdimo še korak naprej, namreč naslednje vprašanje je bilo izjemno zanimivo. Je možno, da bo Red Bull zapustil Formulo 1 in tu bi rad poudaril, da Red Bull ima dve ekipi. Red Bull seveda in skuderijo Alfa Tauri. Sedaj lahko razmislimo, kaj bi se zgodilo, če Red Bull zapre obe svoji ekipi. Prvič bi lahko bili priča zopet pobegu kadra. Namreč, naprimer Adrian Newey, Max Verstappen, Chris Horner in drugi pomembni členi tako Red Bulla kot Alfa Taurija bi si dobili službo drugje. In mislim, da bi jih mnoge ekipe sprejele z odprtimi rokami. Na to bi lahko sklepali, da lastniku bi ostala prazna infrastruktura. In ta prazna infrastruktura brez kadra bi bila vredna izjemno malo v primerjavi z celotno ekipo. Mislim, da smo bili priča v preteklosti, da se ekipe prodajajo takrat, ko je pripravljen tudi določen kupec. Malo kdaj se zgodi taka zgodba, kot smo ji bili priča z Brown GP, a pustimo sedaj to. Sam osebno dvomim, da bo Red Bull kar tako izstopil iz Formule 1 brez nekega kupca v ozadju, kateri bi prevzel obe ekipi. Mislim, da so dovolj sposobni poslovneži, da ne bodo delali v lastno izgubo. A zopet moje osebno mnenje. In seveda vprašanje, katero je bistveno, zakaj FIA ne poseže vmes, zakaj Liberty Media ne poseže vmes in reši to situacijo, kateri smo priča že mesece. Razumeti moramo, da tako FIA kot verjetno tudi Liberty Media imajo pravzaprav dovolj Red Bulla in njihovih spitkarjev. Tisto pravilo, katero določa, da dobavitelj pogonskih sklopov, kateri ima najmanj strank, je primoran dati svoj izdelek ekipi, ki je ostala brez pogonskega sklopa. No, to pravilo je bilo dano v pravilnik zaradi Red Bulla in njihovega spora z Renaultom. Med sezono 2016-2017 je prišlo do velikega spora med Red Bullom in Renaultom, o katerem mi navdušenci na začetku nismo vedeli kaj dosti, a pravzaprav v naslednjih mesecih smo zvedeli tudi vse za nazaj. In razumeti moramo, da tudi če ta posel z Hondo ne uspe, Red Bull in Alfa Tauri ne bosta ostala brez pogonskih sklopov, ampak bosta primorana vzeti pogonske sklope Renault. Sedaj se pa lahko vprašamo, zakaj si pri Red Bullu ne želijo ponovno pogonskih sklopov Renault. Gre za kakšne stare zamere, gre za kako politično vprašanje ali tehnično. Namreč, znano je, da tovarniška ekipa Renault je ponovno prišla v Formulo 1 v sezoni 2016. In pravzaprav spor med Renaultom in Red Bullom izvira od tam, ker tovarniška ekipa Renault je želela sama dirigirati razvoj pogonskega sklopa. Težko bi rekli, da je kakšna osebna zamera med odgovornimi pri Red Bullu ter odgovornimi pri Renaultu. Zakaj? Ker nobenega, kateri je bil prisoten v sezoni 2016 in 2017, ni več prisotnega v boksih. Razumeti moramo, da Adrian Newey ima verjetno svoje zahteve glede kompozicije pogonskega sklopa in zato hoče dobavitelja, kateri bo deloval po njegovih željah.
Tega enostavno pri Renaultu verjetno nočejo. Tako kot kaj takega si ne bi dovolili pri Mercedesu ali Ferrariju. Si zamislite, da na primer Aston Martin bi Mercedesu povedal, da oni si pač želijo malce drugače sestavljen pogonski sklop, kot ga pri Mercedesu naredijo za svojo tovarniško ekipo. Mislim, da je malce težka zahteva, a pustimo sedaj to. Pri Red Bullu si želijo pogonski sklop, kateri bo narejen po njihovih merah. In tudi zato vztrajajo s to zgodbo o Hondi. Seveda, izgubili bi kar precej ugleda, a moramo se vprašati, zakaj politično ta borba je še kako zanimiva. Po raznih virih smo prebirali to, da Mercedes je tisti, ki bi lahko tudi sprejel načeloma zamrznitev pogonskih sklopov v sezoni 2022. Medtem ko pri Renaultu in Ferrariju niso še pravzaprav odločeni. Meni osebno je zanimivo vprašanje, zakaj se Mercedes načeloma strinja z zamrznitvijo pogonskih sklopov v sezoni 2022 in poudarjam, načeloma strinja. Namreč, slišali smo lahko razne zgodbe v raznih virih in mnogih navdušenci so prišli do zaključka, da pogonski sklop tovarniške ekipe Mercedes je tako napreden, da ga v bistvu ne briga, ukolikor pride do zamrznitve sezono poprej. Mogoče je možna tudi druga razlaga. Pri Mercedesu se načeloma strinjajo z zamrznitvijo, ker so prepričani, da se Ferrari in Renault ne bosta strinjala. Namreč razumeti moramo, da Formula 1 je izjemno kompetitivno okolje. Nihče se ne strinja s tem, da bi imeli določene elemente, kateri bi bili standardizirani. Vsaka ekipa hoče imeti določeno prednost. Če bi pri Formuli 1 želeli imeti neko ravnovesje na področju pogonskega sklopa, bi naredili enega standardiziranega, na katerega bi vsak proizvajalec nalepil svoje ime, a vemo, da do tega nikoli ne bo prišlo. Prepričan sem, da ukolikor Ferrari in Renault bi se strinjala z zamrznitvijo, bi pri Mercedesu začeli razmišljati drugače. Oziroma, da se zgoditi, da eni in drugi trgujejo, kako bodo kljub zamrznitvi lahko naredili določene spremembe, katere bi jih spet pripeljale v nek boljši položaj. Pa seveda, vprašanje, katero je izjemno zapleteno in okrog katerega smo razumeli, da je kar nekaj zakulisnih iger. A zanimivo bi bilo videti, kaj se bo iz tega izcimilo, če pri Red Bullu ne bodo uspešni. Bomo videli, da se bodo določeni liki poslovili, pri mnogih drugih ekipah bi lahko predstavljali kak tak zaključek. A sam ne verjamem, da bo Red Bull kar tako odšel iz Formule 1, ker pač ne bo po njihovo. Videli smo že v preteklosti, da marsikdaj so se opekli in to, da se z odločitvijo zavlačuje, tudi kaže v to smer, da jim pač tako zlahka ne bodo ustregli. A gre za moje videnje, za mojo analizo. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost, nasvidenje.